V srcu Slovenije leži reka Sora, umirjena sila, ki oblikuje pokrajino že stoletja. Sora je hudourniška voda. To pa velja v ekologiji kot najbolj živ vodni ekosistem. Hudourniško pomeni hitro spreminjanje razmer, razlike v vodostajih, hitrostih vode. To se pravi, dobimo prve šuse pomlad, pozno, ko se sneg topi, in pa jeseni, ko je dež. Zato se pa imenuje dežno-snežni režim. Takih ni veliko v Sloveniji, ta pa je. To pomeni tudi nasičenje s kisikom. To pomeni, da imate noter zelo različne vrste organizmov. To je reka, ki ji rečemo salmonidna reka. To se pravi reka, v katerih so značilne vrste postrvi. In ne nazadnje še danes reka nudi neke druge užitke, kot so, bi rekel, zelo osebni, turistični. To je bilo navadno kopanje v reki. A kot pogosto opazimo v naravi, je to krhko ravnotežje včasih izmuzljivo. Generacije so se zanašale na reko Soro, ki je nudila preživetje, energijo in navdih prebivalcem tega območja. Slovenija kot dežela rek in bogata z vodami je večina naselij in kasneje industrije nastala ob rekah. To je seveda pomenilo, da se je sčasoma ta pritisk na reke močno povečeval in Sora seveda ni bila pri tem izvzeta in je industrija, predvsem v tako imenovani industrijski dobi, na njej pustila tudi velik pečat. Ko je pa prišla po drugi svetovni vojni drugo vrste industrija, je bilo pa tako rekoč že nasilje nad rekami. No, to nasilje je bilo predvsem povezano z industrijskimi odplakami, rabo vode in seveda vračanje teh odpadnih vod v sam rečni sistem. In te vode so bile praviloma danes, bi rekel, močno onesnažene. Kajti v tem kontekstu razvoja družbe in države je seveda prevladal razvoj, ne pa okolje, kaj šele narava. In tega bremena se vsekakor spominjam, ker smo v 80-ih letih sem sodeloval pri tako imenovanih monitoringih, ocenjevanju različnih slovenskih rek. In Sora je bila med tistimi, za katere lahko rečem, da je bila med najbolj onesnaženimi. Čistilnih naprav je bilo malo, čeprav je bila ena prvih prav v Škofji Loki. Je pa zanimivo z tega vidika, se spominjam, da je bil en prvih, danes bi mu rekel, okoljskih protestov, je bil pa prav na reki Sori oziroma pred eno industrijsko stavbo, ko so domačini, to se pravi civilna iniciativa, bi danes rekel, prvič protestirali, da je treba reko ohranjati. To je desetletja nazaj. To se pravi, Škofjeločani, če tako rečem, ali ljudje ob Sori so se že kmalu zavedali, da tako ne bo več šlo naprej. Njen miren in predvidljiv tok je bil vir tolažbe, vendar kot pri vsaki sili narave, tudi tu najdemo trenutke upora. Reko so jemali v tisti njeni prvobitnosti. Jo niso ožili, jo niso kanalizirali še v tistem času, ne? Kasneje se je pa seveda ta pritisk na reke tudi v tem smislu, tudi v Sorah, obeh Sorah, predvsem pa Selški in naprej skupni Sori, če tako smem imenovati Soro po sotočjih, nadaljeval. In to je tudi ena od današnjih črnih točk, ko nam reka na svoj način vrača in ta način so poplave. Letos je Sora sprostila svojo jezo ter presenetila prebivalce z neukrotljivim pohodom, ki je razkril njeno nepredvidljivo moč. Poplava, kot jo danes imenujemo, jo razumemo predvsem v kontekstu škod in nevarnosti. Vendar poplava je življenje reke. To se pravi, da reka vsake toliko časa napolni svoje širše korito. Težava pa nastopi, ko reko umestite v kanal brez meandrov, kanal, ki je ozek,
ki ne prenese tako velikih pretokov, tako veliko vode, in takrat se reka razlije izven svojega koridorja, ki ga je določil človek. In tako pridemo do sociološkega, družbenega problema, ki se mu reče poplavljanje in uničevanje imovine, in seveda tudi celo na primeru železnikov leta 2007 tudi življenja. Smo priča divji moči narave, ko se mogočna Sora, nekoč mirna, spremeni v neustavljivo silo in preoblikuje vse, kar je na njeni poti. Treba je poudariti, da je temu kriv človek, ne reka kot taka. In seveda zdaj tako imenovani protipoplavni ukrepi so velikokrat v podobni smeri koncipirani. Ne da bi se zavedali, pravzaprav, kaj je rečni koridor, da ima voda svoj prostor in da voda samo osvoji v določenem letnem času tisti svoj prostor, ki ga sicer prepusti kopnemu. Ampak sredi kaosa se pojavi priložnost za razmislek, ali smo izgubili stik z ritmom narave. Ali opazimo reko le, ko se upira, pozabljajoč na harmonijo, ki jo prinaša v mirnih dneh. Mi pa danes ta razvoj in napredek napačno razumemo. Razvoj ni v gradnji tovarn na vodovarstvenih območjih. Razvoj je seveda naše sobivanje, ki ga moramo pravilno razumeti. In Soro, če pogledamo, pravzaprav je sorazmerno majhno območje Nature 2000, ki pripada res Sori, torej rečnemu sistemu. V večini primerov pripada gozdnim območjem, s katerimi pa človek danes gospodari ali, kot rečemo, upravlja na način kapitalskega dojemanja narave, torej iz plena. In to se nam praviloma maščuje. Zato Natura 2000 ni omejitev, ampak je dodana vrednost našemu bivanju. In z tega vidika jo moramo jemati, torej ohranjanju nečesa, kar je včasih pomenilo standard. Danes pa Natura 2000 pomeni skoraj da butična okolja, kjer smo vendarle ohranili nekaj narave. Čas je za spremembo perspektive. Namesto da skušamo podrediti reko, se lahko naučimo plesati z njenimi tokovi. Narava nas bo preživela, nedvomno. Tudi če jo bomo zadavali s škarpami, narava bo našla svoje odgovore. Vprašanje pa, če jih bomo mi. Poziv k dejanju je jasen. Gradimo trajnostno prihodnost, kjer sobivamo z reko Soro in cenimo krhko ravnotežje, ki ga ponuja narava. V plimi in oseki življenja se skriva lekcija, ki nam jo prinaša reka Sora. Ne pozabimo na lepoto, ki nas obdaja, tudi v času izzivov. V objemu narave lahko najdemo pot do bolj harmoničnega obstoja.